smo dočakali in doživeli zopet našo posebno nedeljo, prostno nedeljo, nedeljo našega kmečkega življa, ko nas obiščejo prebivalci naši krajani, pomenske župnije, podružnice iz Most s svojimi traktorji in tudi svojimi simboli. Kajti s to njihovo navzočnostjo hočemo opozoriti, spomniti našo metropolo, naše glavno mesto Ljubljano, da smo vendar odvisni od kmečkega življenja in da smo vsi naši predniki, da je vsa naša zgodovina rasla iz močnih verskih korenin kmečkega življenja, kmečkih družin. Naj se bodo to arhitekti, pesniki, pisatelji, ustvarjalci naše kulturne dediščine. Vsi imamo torej močne korenine v črnih kuhinjah, pri javorevih mizah, pri Bohovem kotu. In zato naj bo današnja nedelja res nedelja prošnje, da bi tudi prebujali in oživljali te naše bogate korenine kmečkega ustvarjanja in življenja. Današnjo to kmečko nedeljo, prosto nedeljo, bodo seveda posebej poživili in obogatili naši gostje, in to iz Holandije, Niderland. Torej, prisrčno vas pozdravljam, dragi naši gosti, na stolnem dvoru Ljubljanske katedrale. Tudi vi veste, kaj je zemlja, kaj so rože, kaj je Božji blagoslov. Zato se boste pridružili našim prošnjam in mi pa vašim, da bomo v naši Evropi, za katero smo zaskrbljeni in imamo občutek, kot da je preutrujena, kot da pozablja na svoje veliko poslanstvo, ki ga je sprejela že pred 1500 in več leti, ko je sprejela krščanske vrednote, da jih tudi skupaj prebujamo, oživljamo in živimo. Spoštovani kristjani, dragi traktoristi, drage narodne noše, spoštovani gostje iz Nizozemske, iz Holandije, sestre in bratje, še enkrat prisrčno pozdravljeni in res dobrodošli v tej naši čudoviti katedrali, stolnici baročnega stila, ki je bila pred nekaj dnevi stara točno 303 let, ko je bila posvečena 8. maja 1707. leta. Prišli smo v to naše skupno svetišče, saj je to tudi katedrala, sedež našega ljubljanskega nadškofa, metropolita, torej mati, lahko bi rekli, cerkva v naši ljubljanski nadškofiji. 40 dni smo že podoživljali Gospodovo vstajenje, veliko noč, velikonočne praznike, utrjevali vero, da je Gospod resnično vstal, da je obvladal to trpljenje, ki ga je moral tako strašno doživljati in prenašati, ko je postal po čolu in ponižan in kot hlapec, ki je umival noge apostolom pri zadnji večerji, ta Kristus, ki je stopil na križ, umrl, slavno vstal od mrtvih.
zmagoslavec, tista Božja moč, tisti Alfa in Omega. In v četrtek smo se spomnili tudi praznika njegovega odhoda, da ne bomo samo njega občudovali kot zmagovalca nad smrtjo, ki je pustil prazen grob, odvaljeno skalo, ampak da ga bomo imeli tudi za velikega priprošnika pri očitu. Saj je jasno povedal greh, da vam prostor pripravi. Povedal je tudi s čustvenimi občutki, ne bom vas zapustil sirot. Otročiči moji, ne bom vas zapustil. Zato je šel v očitu, da bi bil še močnejši, da po človeško rečem, eno z očitom, da bi obvladoval svet in ga torej vodil v očitu domov. Zato se vse naše molitve in prošnje vedno končujejo po Kristusu, našem Gospodu. Da vemo, zakaj to rečemo, da vse, kar prej naštevamo, v svojih prošnjah, v svoji nemogljenosti, v svoji ponižanosti in včasih v hudem trpljenju, ko ne razumemo zakaj, da tudi takrat rečemo, Gospod, prosim te, tebe pri nebeskem očetu, daj da zmorem, daj da vztrajam, daj da se poberem, daj da ne bo nikoli obupalo in da bo svoje življenje cenil in tudi vse Božje darove, ki jih vidim v naravi, ki jih tudi smem svojo pametjo, svojo tehniko, svojimi rokami, svojimi kolani, svojimi predstavami lahko obvladujemo in tudi negujemo in delamo to zemljo bolj rodovitno, da nas lahko preživlja, da lahko s to zemljo, s temi darovi se lahko tudi veselimo. Sem vesel, da so naši kmečki fantje prinesli tudi domačo godbo in da so jo postavili tukaj pred oltar. Kajti slovenski človek ni samo trpel, ni samo jamral, ni samo gledal svoje žulje, ni samo brisal pot z obraza, ampak se je znal vsemu temu veseliti in zapeti. In zapeti se Bogu, izročati in se tudi s pesmijo zahvaljevati. Tako kot delamo od nedelje do nedelje, tudi mi v svetem bogoslužju. Zato, sestre, bratje, naj bo danes res prošnji dan. Dajmo strnimo naše prošnje molitve z našo skromno vero, po tem mogočnem priprošniku Kristusu, ki je ljud sveta, ki je obvladal vse, kar je slabega, kar je krutega, kar je slabega, da v njem najdemo to moč in da zmoremo se tudi veseliti svojih sadov. In zato želim, da bi bilo letošnje leto res rodovitno. Imamo razne napovedi od naših vremenoslovcev in drugih, ki se več ali manj zastopijo tudi na te zakone, jih opazujejo s svojimi aparati. Ni važno, kaj napovedujejo, važno je, da mi vemo, Gospod je gospodar. On je z nami in ne samo z nami, tudi nad nami, zato smo močni, zato nismo plašljivci, nismo dvomljivci, nismo nebogljeni, čeprav vemo nemočni, vendar smo njegovi, ki je alfa in omega. Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom. molimo vsemogočni Bog, velik si v vsem, kar si ustvaril. Tudi izdelki tehnike pričajo o tvoji veličini in modrosti. Prosimo te, blagoslovi te traktorje in vse kmičke stroje, ki jih bodo uporabljali naši poljedelci. Varuj jih nezgod in blagoslavljaj njihovo delo. Pomagaj jim, da moči narave in tehnike ne bodo nikoli zlorabljali. Njihova srca ne bodo odprta za ljudi v stiski. Njim in nam vsem daj, da ti bomo hvaležni za tvoje darove in te bomo neprenehoma hvalili po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Še blagoslov kmetij naših vseh. Molimo. Vsemogočni Bog, stvarnik vsega, kar biva, človeku si izročil vsa zemeljska bogatstva in mu naročil, naj obdeluje zemljo. Zahvalimo se ti za ta čudoviti dar. Da bi ga bili bolj vredni, te zaupno prosimo, blagoslovi te kmetije in naše hleve in vse, kar k njim pripada. Ljudi, živino, polja, travnike, gozdove in vinograde. Naj prinašajo obilnost sadov, odvrni od njih vsako nesrečo, nam pa pomagaj, da bomo pripravljeni deliti sadove zemlje z brati in sestrami po Kristusu, našem Gospodu. Amen. What?